Rana ura, zlata ura pravijo. Ob 5:30 zjutraj so se gasilci prostovoljnih gasilskih društev Maribora in okolice zbrali pred gasilsko brigado, od koder bodo ob 6. krenili na Koroško. Današnji načrt dela predvideva čiščenje in pomoč v Črni na Koroškem in Mežici. Gasilska zveza Maribor, okrog 130 nas je danes. Danes je pač tako rekoč sanacija po teh naravnih vojn in pa še vedno so ljudje, ki jim ogrožajo plazovi. Konkretno na tem mestu, če pogledamo, da je odneslo gospodarsko poslopje, da je ogrožena hiša, ker je vsa ta oblaka preletela dol, treba je narediti odvod vode, odvodnjave in pa seveda reševati premoženje, kaj se da. Tukaj kaj lahko naredimo z ročno, seveda kasneje pa še temeljita sanacija z gradbeni stroji. Prvo moramo most sanirati, da bomo lahko sploh kaj druga delali. Imam materijala, vidite koliko je. Tu za vami pa ste rekli garaža podrta, štala delno podrta. Zaradi plazu, ki je nad vami. Ja, plaz je vsem dom. Kakšna dela si danes že tu delal? Videl sem lopate v roke, je bilo prvo, kaj je bilo treba prijeti? Ja, lopato, pa malo drva smo posebej z ovega konca na drug konec, pa zdaj vidimo, da streho odkrijemo, da lahko pridemo do stvari spodaj, ne? Ja. Gasilec mora biti dejansko človek mnogih talentov. Res je, točno tako. Marsikdo podcenjuje gasilce, ker gasilec ni samo, da gasi. Gasilec ni samo, da gasi, to je bilo nekoč, ampak bomo že rekel, zadnjih 30 let se je že toliko moderniziralo, da gasilec je praktično za vse in mora biti znanje na vsem področju. Mora biti vodovodar, mora biti električar, mora biti krovec, ne vem kaj vse. Cisterno ste pripeljali čisto pitno vodo. Čisto pitno vodo, 7000 litrov. Ljudje, ko vas vidijo, so verjetno zelo hvaležni. Zelo. Na vsakem koraku pozdravljajo, mahajo. Tudi kaj prinesajo? Ja, tudi. Smo ravno v torek smo dobivali kavo tistih, pač že tako nič nimajo, pa še vseeno radi ponudijo tisto, kar imajo. Pitna voda za kuhanje, voda zdaj z pipe taka ne preteče, ne? Ja, preteče, samo kaj je pa not, pa ne vemo. Ja. Kako ste zdaj pridete vsak dan sem po vodo? Vsak dan pridemo sem, ja. Da imamo za pit pa za kuhanje. Za to redno, kaj je? Ja, ono pa že za stranišče, tisto pa imamo vodo. V bistvu sta dve cisterni namenjeni za dobavo pitne vode za občane. Konkretno glavni vod za Mežico je pretrgan, še ni saniran in v bistvu je problem za pitno vodo. Zato sta dve cisterni, dvakrat po 6000 litrov, ena je v centru Mežice, druga je pri štabu, pri gasilskem društvu Mežica, kateri pač občani prihajajo na lokacijo, si nalivajo pitno vodo. To čiščenje cest ni nepomembno opravilo, ne? Vseeno mora biti. Gre v bistvu za pomembno opravilo, ja, se pravi, se potem mulj ne prenaša po celotnem mestu oziroma vasi. Kako se današnje delo razlikuje od torkovega? Sigurno, da je boljše, ne? Vsak dan je boljše. Dejstvo je, da takrat je bilo sigurno več vode, ki je bilo potrebno izčrpati iz objektov. Zdaj te vode ni več toliko, tudi naplavine so v individualnih objektih že odstranili, vsaj po večini, v veliki večini. Obstajajo pa ti večji objekti, kot nenazadnje stojimo pred tej proizvodni hali, kjer pa še ogromno dela, oziroma gre za zelo velik objekt, kjer je potrebno odstraniti te naplavine, ker enostavno z neko mehanizacijo se ne da priti med same stroje. Želela sem se tudi danes izpraviti na prvo intervencijo, ker vseeno gre za kar težke čase za nekatere ljudi. Tako da pač res sem si želela priti pomagati in pač to največ šteje v takih časih. Delo imam tako prilagojeno, tako da ni bilo nobenih težav se dogovoriti tudi glede službe. To sem te vprašal. Je komod bil kakšen fraj dan, ni bil problem. Kako je kaj stanje not? Si pričakovala kaj takega? Ne. Res je, da so veliko že kazali po časopisu, veliko je že bilo dokumentarcev, ampak ko prideš sem, je zgodba čisto drugačna. Čakalo nas je kar trdo delo, delamo, pa še kar ni konec dela. Ampak je tudi tako, da je vsaka samokolnica naslednja je težja? Ja, res je. Res je,
nažalost, vsaka je težja, ampak ne obupamo. Punce tudi priskočijo na pomoč. Punce tudi priskočijo na pomoč, so dobrodošle. V zadnjem času jih je vse več odloča za pomoč. Ko vidiš eno tako opustošenje, kot je bilo za to, kak je človeku pri srcu. Je malo drugačna situacija, kot pa je slik. Predvsem gre za to, da so ljudje tu zelo obubožani, odrezani od sveta. V zadnjem slišimo helikopter, ki dostavlja hrano in vodo, prevoz pacientov in ostalih ljudi iz odrezanih območij. Sami pri gasilcih, ampak Pa svoje rešujem. par dni po Ja, nesreči. do četrtka sem bil tako, pa do torka sem bil v službi. Zdaj pa prijem domov, imam pa svoje to delati. Kaj se ni dalo v bistvu do Mežice prebiti nikakor, Ni ne? šanc tole, ko je cesta je bila neprevozna. to je kalce. Pisno je vse od delodajalcev. Imaš tudi take, ko pač težko, ne? Določene delajo z našega predela Maribora, vemo tudi, dosti jih je v Avstriji. Ne? Zdaj, vprašanje, koliko se lahko tam dogovorijo za proste dni oziroma za to. Ne? Tako da, ja. Ampak ne Načeloma glede- pa je, v glavnem pa načeloma se da nekako. se da, ne.